Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Odsoten sem bil ves teden, dovolj časa sem imel, da sem pogruntal, da gre svet k hudiču. Sej se ne splača, sej nima smisla nobenega. No pa vseeno, trudimo se po svojih najboljših močeh. Prva novica. Pred prihajajočimi volitvami v upravne odbore študentskih organizacij, visokošolskih zavodov in študentski zbor ŠOU v Ljubljani modri oranžne obtožujejo poskusa kraje volitev. Kdo so to modri, kdo so to oranžni, nimam pojma, ponavljam, ves teden sem bil odsoten. Upam, da bo posnetek pojasnil zadevo. Predstavnik modrih, kdorkoli to že so, Željko Milovanovič je povedal, da so težave nastale, ker so kandidature namesto po navadni poslali po priporočeni pošti, skratka, jeba. Svoje težave so predstavili pred parlamentarno stavbo. Poglejmo si posnetek. Pa verjameš, da lahko ti novo izvoljeni poslanci kaj pripomorejo k vašemu pravu, bom rekel? Jaz upam, da lahko pripomorejo. Najpomembneje pa se mi zdi, da so kot prvo seznanjeni s tem, kar se dogaja. V eni organizaciji, ki ima 5,5 milijona evrov letnega proračuna, pa se verjetno tega javnost ne zaveda, niti študenti. In zdaj novica dneva. Dobili smo nov državni zbor. Novo izvoljeni podpredsedniki so postali France Cukjati, Vasja Klavora in Miran Potrč. Novi predsednik državnega zbora pa je Pavel Gantar. Zanj je glasovalo 69 od 88 prisotnih poslancev. Za je glasovalo 69 poslancev. Sam zagovarjam stališče, to poslanke in poslanci starega sklica vedo, sam zagovarjam stališče, raje beseda preveč, kot beseda premalo. Ampak naj se ta beseda dotika stvari in ne ljudi in njihovih osebnih lastnosti, v katerih se ne smemo vzeti pravice, da bi razpravljali. Raje beseda preveč kot beseda premalo. Tako je, prav ste slišali, Pavel Gantar je v državnem zboru poslancem predlagal, naj v odnosih z mediji namesto besede premalo uporabljajo besedo preveč. Kot na primer v stavku: v Sloveniji je preveč zdrave pameti. Med poslanci, ki so včeraj prvič sedli na poslanske stolčke, sta tudi socialni demokrat Dejan Levanič, ki se namerava ukvarjati z mladinsko problematiko, in Milan Čadež iz SDS, ki se bo posvetil lokalni samoupravi. Kakšno bo sodelovanje z Evo Irgl? Jaz upam, da plodno, predvsem na tistih področjih, ki jih gospa Evi pokriva. Verjamem, da se bomo usklajevali in da bomo prišli skupaj do dobrih rešitev. Imate kakšnega vzornika političnega znotraj mogoče državnega zbora? Ne, težko bi rekel, da imam kakšnega političnega vzornika, zaradi ker imam sam zelo močna hrbtenica. Poslance je nagovoril predsednik republike Danilo Türk, ki si je ta teden v pripravah na visoki državni obisk angleške kraljice že obril torzo. Danilo Türk je spomnil na pomen in odgovornost njihove funkcije. Naj bo danes začeto zakonodajno obdobje v zgodovini spoznano po največji kakovosti zakonov in drugih odločitev. Naj bo naš čas, naš najboljši čas. Je pa predsednik spomnil tudi na gospodarsko krizo, ki prihaja. Ne, dvomno, da prihaja, fandi moji. In na pomembno vlogo državnih institucij pri reševanju le-te. Opozoril je, da zgolj govorjenje o priložnostih, ki da se pojavijo ob krizah, ne bo zadostovalo. Pogosto slišimo, kako krizne razmere pomenijo tudi priložnost, ne le nevarnosti. Seveda je tako. Vendar je treba priložnosti najprej odkriti in lahko tudi znati izkoristiti. Vloga državnega zbora pri vsem tem je nenadomestljiva. Predsednika državnega zbora Gantarja so včeraj podprli tudi nekateri poslanci SDS. Branko Grims je ob tem spomnil na po njegovem nizko politično kulturo bodoče koalicije. Boš kavo? Ja, bruhnil sem si usta. Sem ti rekel, da mi moraš Grimsa posebej označiti. Mi smo glasovali za novo vodstvo parlamenta, tudi smo iskreno zaploskali. Spomnim bi, da ob leta 2004, ob izvolitvi prejšnjega predsednika parlamenta, so se kar vrstili grobi osebni napadi na doktorja Franceta Cukjatija, ki je bil takrat predlagan, in potem ob razglasitvi njegove izvolitve praktično nihče ni iz opozicije pošteno niti zaploskal. A si ustavil posnetek? Ja. Zdaj, ker se ne smem riskirati zdaj zjutraj. Ok.
Vlada je na svoji zadnji seji, ko je še imela polna pooblastila, potrdila zunanjega ministra Dimitra Rupla za veleposlanika na Dunaj. Predsednico LDS Katarino Kresal, ki se pojavlja v kombinacijah za bodočo zunanjo ministrico, pa moti predvsem način sprejemanja zadnjih vladnih odločitev. Gospod Rupel gotovo je izkušen v zunanji politiki, glede tega smo si vsi enotni, ampak za tako mesto je vendarle potreben nek širši del. O koalicijski kombinatoriki pa je Franc Žnidaršič iz Desusa povedal, da njegovo stranko zanimata predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in pa Ministrstvo za zdravje. V sposobnosti Karla Erjavca pa ne dvomi. Kot pravnik in dolgoletni delavec, naprimer pri varuhu človekovih pravic, kot državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje in kot sedanji minister, pa je prav gotovo sposoben prevzeti kateregakoli od resorjev, denimo morda razen gospodarstva, kjer je program naše stranke manj tangiran. Čeprav je za nas tudi razvoj in vloga gospodarstva izjemnega pomena, kajti napredno oziroma napredujoče gospodarstvo jamči tudi socialno državo. Predsednik stranke mladih Darko Krajnc je potezo SLS, da ne vstopi v novo vlado, označil za preuranjeno. Zaradi te odločitve bo Desus še bolj izsiljeval bodoče koalicijske partnerje, meni Krajnc. Vlada, v kateri je vsaka stranka jeziček na tehtnici, se mi ne zdi dobra vlada. Jaz bi na mestu predsednika vlade bodočega verjetno tudi sam želel imeti široko vlado, kjer ne bo eden od partnerjev izsiljeval. To pa pomeni začetku sestavljanja vlade 2-3 mesece težkega dela, kasneje pa verjetno toliko lažje vladanje. Slovenija, 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 kulturac. O golem odru komentar dneva Alenka Marinič. Dragi gledalci, lep pozdrav. Kolektiv Narobov vas vabi na 7. mednarodni festival improvizacije Goli oder, ki bo potekal od 17. do 23. oktobra na različnih lokacijah v Ljubljani. Takile so letaki, imamo zelo zanimiv in pester program in če se nam pridružite, bomo zelo veseli. Še posebej vas pa vabimo 17. oktobra, to je v petek, ob 22. v Kut France Prešeren na otvoritveno zabavo z sindikatom. Vabljeni. V sklopu festivala Mesto žensk je Natalija Jeremijenko pri Čolnarni v Tivoliju predstavila projekt preseganja komunikacijske bariere med racami in gosmi na eni ter človekom na drugi strani. Zdaj se ne smeš na tej vodici, da se potopi. Ne, že gre! Še vreme? Nimam pojma, grem vprašat Danico Lovenjak. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Adijo. 5, Danica. 5.